Čakaj, da dobimo eno točko. Obdobje leganja, obdobje razmnoževanja je februar. Kaj razmnožuje se med februarjem in... Ne, to bi malo pričalo. Jaz bi naredil sam še osebnosti. A pa vedenje. To smo že. Osebnosti. To je res. Misliš? Ki nima res noče šako. Ampak, a se vidi kremple? Se vidi. Po risu se ne vidi kremple. Ej, poglej. Po risu... Ne, ali ne. Ja, res vse vidi. Med februarjem In julija. Dajte na puno knjigo tebe, ki imate v roki. Čakara dolga. Tole je pa... Ko je lahko to od lisice. Lej to. Ja, možno da je to od medveda. Lej, kako je to blizu. Lej, Pa da je pa manjše. Kad je zdaj reči, kako je lisica? To je lisica. Ja, to je lisica. Od 90 do 120 Strašimo, pa gremo tu od medveda stopinje. Samo res. Čakaj, bomo gremo. Stop! Niste še kam? Ne, jaz še ali pa se piše požar. To. Ne vem, če je to. Čakaj, mi, ker tlema enako nema, ta je pa malo bolj gore. Gremo Kjera, puna belica ali puna zlatica? Belica. Kaj veste, ker smo pogledali? Ja. Strebek. Ok, kaj je? Tretja, ne druga. Ne, dajmo zdaj divjega prašiča. Ne, zdaj smo že napisali puna belica. Ne, tako. Stavi se. Puna belica treba. Priši. Ja, da Napiši na. puna belica. Ja. Življenjski prostor. Gozdovi robovi. Gozdni robovi. Gozdni robovi. Medvedje šako. Ne, eno čakaj. In ne več. Lisica. Pa dej pusti, ja. Prva skupina bo predstavila stopinje živali, pa kar začnimo. Kar pokažite najprej sled, katero boste opisovali. Ne, uno, ko ste izbrali. Pokaži mi sled lisice. Ok, opis. Telesna masa lisice je od 6 do 12 kg. Plečna višina 30 do 40 cm. Obdobje razmnoževanja konec decembra, konec februarja, število mladičev 3 do 7. Dobro, res je. To je lisica in torej imate pravilen opis, tako da dobite 2 točki. Kar nekaj zapiš 2 točki. Imate pisalo. Da bomo pa na koncu zašteli, da ima več točk. Druga sled, dajmo.
Vsako predstavi nekdo drug. Telesna masa telesna masa 10 do 15 kilogramov, dolžina trupa, komaj preberem se. Kdo je to pisal? Ja, prosim, lahko ti prebereš. Ja, ki je tako stisnjen skupaj. Čekaj od začetka. Še kaj? Telesna masa 10 do 15 kg, dolžina trupa z glavo 80 do 90 cm, obdobje razmnoževanja januarja in do marca ali marec. Obdobje gotitve konec marca, konec aprila, število mladičev 5 do 10. Ok, nažalost tole ni šakal, ampak, kaj bi rekli, domači pes je to. Ja? Domači pes. Razliko med psom in šakalom je kar precejšnja, lahko pa tukaj na koncu, če ste pogledali v knjigici, vidimo, kakšna je razlika med lisico, psom in pa volkom. In sicer takole. Vidimo, da na zunanje blazinice damo ravno črto ali pa slamico ali pa karkoli, najdemo v naravi, damo na zunanji blazinici, torej te dve, in potem vidimo, kje so prsti. Če so nad črto, so od lisice, če so pod črto, so od psa, in če so na črti, so od volka. In zdaj vidimo, da sta te dve pod črto, je res, in je to pes. Ok? Dobro. Žal vam dam samo eno točko za pravilen opis šakala. Napiši še ena točka zraven. Prav, najprej ste dobili dve. Samo eno piše. Naslednja sled. Ja, nismo se že napisali do konca. Bo prebral iz knjige. Vse ste poiskali rezultate, a niste rekli? Vse vas lej, koliko vas je v skupini, za 6 sledi boste pa ja. Imeli ste časa več kot dovolj. Ne vem, kaj ste počeli. Pokaži naslednjo sled, povej, kaj imate in opis, prosim, te živali. Ja, opis. Telesna masa, moški spol 150 do 250 kg, ženski spol 100 do 150 kg, plečna višina 90 do 130 cm, obdobje razmnoževanja začetek septembra, začetek oktobra, obdobje poleganja maj in junij, število mladičev en le izjemno malo. Tako je, ja. Nadaljujemo. Ok, jazbec. A je to jazbec? Tukaj sta dve. Kaj? Stopinji, Prednje in zadnje šapice, se prav lepo vidi. Ja. Opis? Ok, jazbec, telesna masa je od 10 do 25 kg, plečna višina je od 30 do... A lahko sem pogledaš, pa bolj na glas poveš. Telesna masa je 10 do 25 kg, plečna višina je od 30 do 35 cm, obdobje razmnoževanja je od marca do avgusta, obdobje poleganja je februarja do marca, ja. Število mladičev je od 2 do 6. Sedi se, kolega. Življenjski prostor, gozdovi za vse
vmesnimi kmetijskimi površinami, travniki in sadovnjaki. Vedenje je aktiven predvsem v mraku in po noči. Dobro, dovolj. Ok, to je jazbec, ja, res je. In pravilen opis ste najdel, tako da še 2 točki pripiš. Jaz pišem točke. Ste zapisali 2? Helena tudi. Jelenjak niste še nič sploh opisali? A ste? Ja, ne vem, a ste zapisali? Še 2 točke za tega Jelena. 12 je možnih, a ne, ene ste že izgubili, ker ste napačen dal. Ne vem, to morate vi pisati, jaz ne vem, zato sem rekel, da pišete. Vam druge skrbi. A to je Gams, ok? Telesna masa 30 do 55 kg, telesna višina do 85 cm, obdobje razmnoževanja začetek novembra, sredina decembra, obdobje polivanja. Ok, ustavi se. To si najdla sicer pravilen opis Gamsa, ki vam dam 1 točko, a ne? To pa je sled srnjadi. Ne očitajte si zdaj, prej bi se dogovorila, ne? Saj ste imeli čas, zato ste kot skupina, ne? Se pravi, 1 točko pišite samo. In še? Kje je še ena sled? Volka ni to volk. Ne, to je pes. To je volk. Ne, to je pes. Kaj je oboje pes? A smo prej nekaj povedali, kolega? Glih v vaši skupini sem povedal nekaj. Čist jasno in glasno sem povedal, kako ločimo volka od psa. In me prosim, poslušajte. Prosim, čakam. Volk. Telesna masa 40 do 55 kg, plečna višina volka je 70 do 90 cm, obdobje razmnoževanja konec januarja, konec februarja. Ok, drži. Je volk in dobite še 2 točki. Skupaj jih imate, čeprav jaz vem, 10, a ne? Od 10 od 12, ok? Dobro. Gremo. Opis videa. Živi v Lahko vidim sled najprej. Kdo je to pisal? Kdo je to? Ti? No, ti beri to, prosim. Ker težko. 3 stavke samo, prosim, ne mi cele doktorate. Lepo, da ste se pripravili, ampak Ne v nesnaženih tekočih in mirnih vodah, je ostanke rib, dvoživke, rake, školjke. Težka je od 6 do 11 kg, skoti lahko od 2 do 5 mladičev, dolga je 65 do 90 cm, razmnožuje se med februarjem in januarjem. ok. Res je, to je sled oziroma stopinja vidre, ne? Tako, imate 2 točki, napiši. Znate brati? Kot sem rekel, Gal, prosim, da ti prebereš, ker si ti pisem, boš najlažje Samo prebral. nisem jaz tega pisal. 3 stavke preber samo. Rjavi medved. Živi v gozdovih, je samotar in zimo predremlje. Plečna višina je od 90 do 120 cm. Obdobje razmnoževanja od sredine julija do začetka avgusta. Ok, drži, to je medved, imate 2 točke in pravilen opis zveri. Naslednja je? Kuna belica živi na gozdnih robovih in v neposrednji bližini človeških bivališč. Skoti od 2 do 4 mladičev. Tehta od 1,5 do 2,5 kg. Ok, drži, to je kuna belica. Drži, bravo. 2 točki, ja? Divji pršič živi v gozdovih, na travnikih in poljih, pogosto tudi v neposrednji bližini človeka. Tehta od 70 do 250 kg.
Mladiče poleže divji pršič ima lahko od 3 do 8 mladičev. Plečna višina od 70 do 250 cm. Obdobje polega od marca do maja. Ok, super. Res je, to je divji pršič in imate 2 točke. Gremo naslednjo. Veverica tehta od 0,5 kg do 1 kg. Dolga je od 30 cm do 40 cm. Obdobje razmnoževanja 2-krat na leto. Obdobje poleganja med aprilom in julijem. Število mladičev od 3 do 7 mladičev. Življenjski prostor gozdni robovi in parki. Je samotarka, zimo prespi. Dobro, super. Še 2 točki. To je pa stopinja zajca, pa nismo imeli dosti časa, pa nismo napisali poljskega zajca. Niste napisali, Napišemo, mislim, lahko še eno pišemo. ste ga najprej najdeli, ne? Ampak se lahko prebere. Saj je pomembno, da ste ga najdeli, saj ni ne rabite vse pisati. 3 stavke, prosim. Telesna masa je 3,5 do 6 kg. Ja. Telesna dolžina je 50 do 70 cm. No, še en stavek, prosim. Pred sabo imate pa ne... Ne, daj preber sam to recimo število mladičev. Ja, razmnožuje se januarja, avgusta, 3 do 4 leže. Kaj? Januarja, avgusta? Med januarjem in avgustom. A, tako? Ja, Sem mislil, da samo januarja pa avgusta. Dajte, vsaj preberite, ne? dej. Obdobje polega je med marcem in septembrom. Dobro, v redu je. Mladičev od Priznam. 4. A? Zajca bi lahko na pamet opisali. Ima 4 noge, 2 ušesa, 2 oči, en rep, a ne? Ja. In kakšne barve? Bele. A res? Poljski zajec je rjav. No, prosim. Dobro. Pa še na sliki ga imate. A ne? Ne bo to rekel pol, da niste vedeli. Ok? Koliko imate točk? 10 plus, ne vem, Plus 2. 12. 12. Vse možne ste dobili in ste zmagovalna skupina. Tukaj imam šop prave, katero bom dal in šopek na stran, da vam potem lahko na koncu pokažem, kako se ta naša bodoča vrv štuka, oziroma dodajamo nov material oziroma nove bilke prave. Ne? Da malo stresamo. Prva stvar, sem lahko obrnil, da se vidim, kako jaz vidim. Ne? Prav, prva stvar je, razdelimo šop trave na 2 enaka dela, tako da damo takole bilke takole po dolgem. Ja? In potem pustimo takole, se pravi, če ste desničari, držite vrv v levi roki in z desno, vaša desna, pa dela samo en gib načeloma, ne? Torej 2. En je ta, da zavijete samo naprej, stran od sebe, ne? Prijatno res rečem, ne? Tako da dobimo tako lepo okroglo strukturo, ki je zelo čvrsta, zelo trda. In ko ne gre več le zavijati, ko se mi te zaustavi, dam samo palca skupaj. Samo palca, gledajte, samo palca skupaj potisni, pa se ti bo avtomatsko ustvarila taka zamika. Še enkrat ponovim, da ne bo pol učitelj, jaz ne znam, ali smo kakorkoli že. Zavijemo naprej, smo rekli, ja. Preprimemo, oziroma pridržimo, da se nam ne odrola nazaj, ne? Je res? Vidimo? Vsi? In ko ne gre več zavijati, smo rekli, ko se mi zaustavi, ko je že zelo trdo, samo palca staknem skupaj
palce na roki, a ne, skupaj staknete in se vam ustvari sama taka lezanka, katero primete iz vrha s levo roko in imamo krajši in daljši čopek. Ja. Daljši čopek je vedno, oziroma zgornji čopek, ni pomembno, kater je daljši, kater krajši, zgornji čopek, torej ta, ki je na vrhu, vedno obrnemo stran od sebe in ga preložimo navzdol. Še enkrat pokažem, pravi zanke, zavrtimo naprej in preložimo navzdol. In držimo to vse skupaj tako, ne. In potem imamo mali čopek zgoraj, ne, zavrtimo naprej in preložimo navzdol. In spet zgornjega zavrtimo naprej, preložimo navzdol. Zavrtimo naprej, preložimo navzdol. Zavrtimo naprej, preložimo navzdol. In potem pridemo do trenutka, Ki pride zelo močno vrv in je ne moreš strgati. pridemo do trenutka, ko nam zmanjkuje materijala. A ne, vidite, koliko je to še. Če mi pa zmanjkuje, bo pa počas zmanjkalo, bo pa treba dodati nov material, rečem jaz, ne. Nove bilke trave. In spet enako. Mora biti enako debela ta šopa, kakor je stala, tukaj. Spet ful debela, pa samo ena bilka, ne. Kar takole lete dodamo zraven vse skupaj, ne. Takole, zraven preložite v čopku, zavrtite vse skupaj naprej, da postane kot eden, vidimo, in preložimo navzdol. Si bom polo čisto to vrbo, da bo malo lepše videti, ne. Ne. Zelo težko. Boste poskušali. To je pol taka močna vrv, ka ne vem, koliko dolgo drži. Sploh kako pa je še Samo odvisno suho. s katero travo delaš. Skiro kot travo, Skop ko bo travo. močno, ko bo ne vem ko. Lansko leto smo to delali, ni na vrata niti malo. Ne. Ker nisi poslušala, kaj je bilo, vse se Ma ne, nisi nam dal več. Ja, to je pa druga stvar. Delo je končano takrat, ko je končano, ne takrat, ko si zmatran. Ja. Aj res. Nisem malo korenja. Zdaj še me malo Na počita. koncu vedno zaključite z vozlom, ne? Pravi, da se vam ta vrv potem ne razvozla, ne? Tako kot da bi delal kitko. Podoben, sam ni kitka, ne? Ja, Je vem. vrv. Pravi, tole počutkamo stran malo, da malo čistamo, ne, da boste videli. Mi prosto enega, tale del se vedno potem še odreže stran, a ne? Tle smo štukali, a vidite? Ok. Sam ne pa naredite ali tako našoli, prosim. A vidiš? Se se trga. Wow, kar potegne zadaj. To bom izkusil. Da ne boš kam padel, prosim, če se strga, boš odletel ali pa še koga celo mahnil. Ja, da ste oba padla. Da ste se ne bo strgali. Če je on ni strgal, pa verjamem, da... Pazi daj. Lepo počasi, ja? Da boš kam padel, ne, če se strgal. Prav, kar potegni. Kje je zastavca, prica? Da se obesi takole gor, jaz bom takole držal, ti se pa samo obesi pa noge dvignem, če bo šlo. Pa pazi, če se strga slučajno. Evo ga, visi gor, koliko imaš kil? 25. Ej, pazi, če se strga slučajno, da ne boš padla na rit. Ne da ne visim, da vlečem. A je boš tako vlekla? Aha. Lahko se spomnim 10. Ja, to imaš pa ti kil. 30. 5 kil več. Dobro. A se lahko jaz obesim? Drugica mora reči 3-4 zdaj, veš, da ne smeš kar skočiti, ne? Da vlečem. Daš. Koliko kil? 30. 30. 33. 33, pridi. Počasi se obesi, samo 32. počasi se obesi po nogi. Ok, opa, 32 kil. Zdaj smo se kar zmatra. Prvo se je že malo trga. Ampak je zdržala. Ja, Pri 32 je pa počela, se pravi, lejte iz ene navadne trave, samo v parih minutah
naredili 32 kg koščkov. Mislim, močno. A ne? Zdaj, če bi hotel, da je ta vrvica še debelejša, kaj bi lahko naredil? Večje šope damo, a ne? Večje šope, ja. Potem, ko je že spletena, jo lahko damo še zmeraj na pol, pa jo samo tako zavijete. Ja, a vidiš? Ko jo zaviješ, pa na koncu na izvozu narediš, da se ti ne odvije, ja? Ja, lepo. Tako da, zdaj? Pa bomo videli. Od zdaj naprej pa... Kako? Vse boste vi zdaj sami poskusili. Greste na parcelo, lahko. Imate uro časa in skupina. Torej, kdo bo še vodja? Gal? Pa? David? David, vodja si. Prva skupina. Ja. No, dajte se lepo pogovoriti, kdo bo pletel, kdo bo... Samo ne tega dela, da ne bo kdo... Štukar je. Kuma je uni mehki, kuma je mi veliko iga. Izpodaviti vse zna, da bi naredil preveč dolgo, tako da bo šel v zraku stala nekako dolg časa. Ja, v zraku mora stati, a veš, da se ne bo razdrla, ne, ka polje bova pomirala, ne. Sploh ni težko. Ja, ker si je ne upajo trgo. Da na meni ekipa ne vem, ki je. Jaz sem ne, zdaj nazaj združiti isto. A tudi je trdnega, ja. Da ne jedi, neka pusti, ne ja. Oni so to naklikali. Ono je to najdeno naklekano, ker njim se ne da, ne. Mi pa tleka čisto svežo travo, ne, pridelamo, in valjda se nam ne strga, ne. Aj dobra? Je. Upam, da je tudi držala. Država bo, lej, če že zdaj drži dober, pa bo še lepo, kaj zdaj država igra. Ja, ziher bo. Upam, ne. No, že, zdaj je kar že dober, no. Nikoli še nisem stravo pletati kole dobro, pa nekaj. Lansko leto sem tako hitro obupal, smo naredili samo tako 4 centi. Kaj? 20 centi. Malo več, mogoče enih 20-30 centi. To so pa obupali. To je 3-4 metre. Samo remejo ga premagajo. Pa ni šans, da nas oni premagajo, mi smo preveč dobri. Vi imate preveč dobrega... Ja. Sem rekel, naj še nekaj gre vzel, se je podrl v garaži. Potem je vzel, ampak pa ni bil tam od zadaj. Spet si poškodovan. Kaj bi? Mi bomo zmagali. Kdo je to rekel? Dobar. Dober dan. Štuk. Gremo zdaj preključiti. Ej, to na vodno travo. Tu noč bil, kačko je. Nisem bil zogala. Koga? Da mi imamo že zdaj tako dolgo, kot oni. Pa tu še imamo 2 dela, ki jo moramo skupaj zvezati. Žuro. Žan, a zdaj ne smemo čez. Ne, zdaj ne. Prosim. Tam je najdaljša pa najboljša trava. Da, lahko se tu tebele malo poberemo. Pa ne, bomo mi daljšo. No, Ampak je dolga. bomo kar naredili zbor. Ja, gremo samo pometno, da pometem. Ja, boste pometi. Sam zbor, prosim, najprej. Zbor! Ajde, zbor. Pusti. Kar za vrvi se postavite, prosim. Zbor, ja. Tako. Še zadnji popravki, potem ko zaključimo z zborom. Kolegica, prosim, zbor. Zbor, ja.
Tako. Bi prosil vodja skupin, da primete za začetek vrvi. In greste vsak na eno točko, na drugi strani pa nekdo od pomočnikov naj dvigne, prosim, vrv. Se jim je že strgala, ne? Torej vrvi morajo stati v zraku. Ne, morate napet. Napet do konca. Dobro, bravo. O, pogledajte to. Prva skupina. Ja? Ha? Druga. Druga gal. O, bravo, to ste pa zmagali. Za par metrov. Za, Ful spletli. ja, Naš pletilec in pletilec. poslušajte, vsi si zaslužite en velik aplavz, a ne? Tako. Obe skupini sta se potrudili, tako da tudi gledalci vidijo, vaši starši, a pa ostali gledalci, kako boste kaj pomahali staršem. Se imate v redu? No, Idi nazaj. torej, kar odložite, to boste lahko uporabili za okraske za poroko, če bo taborniška poroka, a ne? To je že jutri, a ne, lahko, če boste želeli, če ne bomo imeli pa kakšne karaoke ali pa kaj tacga. A ta izziv, ja. Danes cel dan pomijo dvojka, pa jutri. Dvojka, a hočeš ti pomivati? Dvojka. Dobro, Enkrat, ker smo mi zmagali. bomo, pejte prosim na zbor. Prvi voz, smo rekli, najbolj osnoven je ambulantni. Ta vozel ima lahko več imen. Lahko je moški vozel, ja. Lahko je tkalski vozel, a ne? Gasilci mu rečejo, kdo je gasilci? Vi mu rečete tkalski vozel, je res? Kako ga narediš, prosim, kot gasilc? Če imaš tole vrv? Tri vozne zikar poznaš, ne, gasilci? Javorski, tkalski, tesarski. No, prosim, se pokažeš. Najprej, tkalski, ta, o katerem zdaj govorim. Ne javorski. Desna preko leve, leva preko desne. Vas učijo tako? Je res? Kdo bo prišel pokazati? Lahko sem pobor. Dej, ajde. A ti držim kaj? To je osmica. Dej. Prosim, gasilka, pridi. Sta brat pa sestra in oba hojna. To je ful cool skobet. Oni Prostovoljni imajo gasilci. tri osnovne vozle, ki so res zelo uporabni. Vsi trije. Jaz se to sem hotel jaz narediti. Zakaj nisi? Zato, ker si narobe prevezala. Ne, noče se mi Ne, narobe si prevezala. Ja, zdaj. Ne, ni. Bravo, Alja. Poslušajte, lahko pokažem. Glej. Poslušaj, da je najlažje tudi tako. Primeš za konce, prikližaš. Sprav, desna preko leve, ne? Recimo, da ta naravno stojiš. Prav, desna Jaz sem preko prepričana, leve, da če bi bili fanti na teh. prekližamo pa ven. Leva preko Ja. desne. Res, pa Leva še beži, je preko taka desne, gladka, ne. Noter pa ven. Zategneš in Evo, lej. mora biti to. Nič drugega ni prav. Drži? Vas ocenjujejo, ne? Prav vozil, kako? Klasičen. Ampak nasprotje tega vozla, torej moškega vozla je pa ženski vozel. A ne, se pravi, ta moški, bolj ko ga zategujemo, bolj drži.
Zelo enostavno se ga razvozla, torej ko potisnem prste skupaj, eno proti drugemu, gledajte, kako se odveže. Carsko. A je? Ste videli? Pestica. To je pa tesarski, a ne? Malo preveč si ga zavil, a ne? Ma ne, vse je v redu. V redu, večkrat je boljše, a ne? Ne sme biti manj kot 3-krat. Tako. Najmanj. največ. To se meni Najmanj. Kavadno na gasilcih se Samo še nekaj, če dovoliš, usedi se kolega, hvala ti za pomoč. Če naredite narobe moški vozu, bo izpadel ženski vozu, ki pa gleda tako, se pravi. levo. Veste, kako se je najlažje moškega zapomniti? Da sta obe dve enako, pač. Vedno ena vrvica hoče proti meni. Ena gre pa stran od mene, če tako gledamo, ne? Izvršno. Tam je ena vrvica. Ena gre stran od mene, ena pa proti meni. Drži? Ja. A vidite, vsi enako ali se zmišljuje? Se pravi, ena gre proti meni, ena gre pa stran od mene. Ja, če gremo tako. Wow, bravo, zdaj pa ti In potem, namesto da bi to dal sem, pa dobil moški vozu, a ne, ste videli to? A ne? Naredim obratno, ker sem se zmotil, ker mi je mogoče čisto vseeno, kako izpade, pa zamešam, namesto da bi dal tega čez tega, dam tega čez tega in dobim ženski vozo, ki pa drži, veste kako. Bore malo ali skoraj nič in boste padli, bog ne dej, po kakšen prepad ali pa, a ne? Vsakeč, ko potegneš samo, pa si strgal. Ne. se prav odvezal. Tako je z dvojnega strgal. A probamo zdaj ambulantnega? Ja. Pa ga napne. Se pravi, kako smo rekli? Desno. Desna preko leve, not pa ven in leva preko desne, noter pa ven, tako gasilci učijo. Zategnemo, poglej kako pride, zategneš. Če ne pride. Ja, zategnemo. Sicer bi mogel tukaj še varovalni vozel narediti, bom pokazal, ampak zdaj, če jaz stopim gor na vrvico, kaj se bo zgodilo? Vozu se bo zategnil, a je šlo kaj kamorkoli, kaj narazen? Sam sebi pa ne moram že odvigniti. A je bilo to dobro, da bi se lahko sam sebi dvignil. Ja, in letel. Ni bi lahko šel kamor sem. Tako da dvigneš. Sam še krila rabim, ne? Saj so zdaj droni, pa bomo hitro leteli, kaj? A? Kaj rečete vi? Se že leti. Na Temuju prodaje drone. Že delajo na kitajskem. Nekje 120 000 evrov in... Kaj delajo leteči avto, res? Videl sem jih že sprobujajo. Aha, probaj zdaj to odvezati, je rekla kolegica. Seveda se ga moramo, ne? Da vam pokažem, kako funkcionira. Torej, primemo z obe vrvici in samo potiskamo eno zraven, torej eno nasproti druge, a ne? Vidiš? In se razvozla v trenutku. Prvi tak zategne, zdaj pa takoj. Zdaj pa še pokažem, kako so pa še varovalni vozli, a ne? Se pravi, če imate včasih kakšno, da ima zelo sintetično vrv, ki je zelo gladka, ki ne ustvarja nobenega trenja, takrat je pa dobro tudi pri tem vozlu narediti še varovalne vozle, ne? Se pravi... Šestico. Kako? Šestico za njo. Šestico. Bom pokazal, govorim, ko delamo ambulantni vozu, a ne? Naredimo, sem rekel, jaz si zapomnim tako, ta gre zdaj proti meni in gre vedno preko teta druge, not pa ven in dobim ambulantni vozu. Zakaj je ambulantni vozu? Že ves čas to ponavljamo, ne? Časi so med vojno so ranjencem povezali z rutami povoje, ne? Ko so jih povili, ko so bili ranjeni, a ne? So jih poskrbeli zasilno, jih poskrbeli in iz rut delali te vozle. Zakaj? Zato, ker so prišli v bolnico, je bolničar kaj naredil samo? Samo, glej, samo stisnil je za ruto, stisnil skupaj in je bila razvezana. Nekdo čim hitreje. Čim hitreje, pogledajte obliko, tako za večkratno uporabo, ker so šparali tudi material, ni bilo tega materiala na pretek, a ne, teh rut in tega, in niso to kar strigli, a ne. Ker pol vsakeč, ko strižeš,
A ne? Veste, kako je on rekel, že trikrat sem odrezal, pa še zmeraj prekratko. Je rekel eden, ne? Ta je pa dobra, ne? Nič ni smešno, tako. Dobro, se pravi, pogledajte obliko tega vozla. A mi kje pritiska na telo? Je zelo ploščat. A ne? Karkoli drugega bi dal, bi mi zelo lahko pritiskalo na telo, a ne? In me žulilo in kakorkoli. Skratka, zelo hitro se razveže in zdaj pokažemo samo še, kako se naredi varovalni vozel. Torej, stopper not se imenuje. Isto kot pri plezanju, ko naredite osmico, vedno naredite še šestico rečete. Ja. Temu se reče stopper not drugače. Lahko pa tudi šestica, ne, ker je v obliki šestke, ne? Šestica. Lahko, ja. Drugače pa to varovalni vozel, ki mora kaj plavati po vrvi gor pa dol. Je tako? Je tako. To naredimo zakaj? Če bi se karkoli zgodilo, a ne, pa na tej strani enako, kako to naredimo, gremo okrog prsta, ovijemo okrog obeh, prst snamemo ven in kamera gleda v prst, gremo s tem končkom proti gor in zategnemo. In imamo, a ne? Se pravi, če bi se zdaj recimo ta vozel na nek način podrl, a ne? Tako bi pač, a ne? Do določene mere prišlo recimo do tega, vidite, da se je razrahljal, a ne, vmes, a ne? Skozi nekaj premika in potem ta dva stoperja preprečita, da bi se, oziroma te dve šestici, no, če vi tako rečete, se proščam, vsak ima, vidiš, različne izraze za ene in iste stvari. To vzame stopper not, po slovensko zaključni vozel oziroma varovalni vozel. Vi mu rečete šestica, je res, ker je podoben šestici, ne? Drugače pa šestica bolj mišljena takole, ne? Tako, ne? To je dvojna šestica. To je dvojna, ker je v obliki šestke, potem imamo pa še osmico, ne? Jaz znam ene osmici narediti, eno osmico. Gremo pa še enkrat okoli, pa tako naredimo, ne? Pa imamo osmičko. In imaš dvojno osmico. A pa imaš navadno osmico. Ja, pa imaš še upleteno in tako naprej, a ne? Čebele mu sledijo.